Dobrodošli nazaj v zgodbah iz Nove Zelandije. V prejšnjih vlogih smo uredili vso birokracijo, prvič sprobali Helpex platformo in kupili najino hiško na 4 kolesih. V tem vlogu pa ti predstaviva najin campervan. Najin plan je bil, da se iz severnega otoka prestaviva čez poletje na južni otok. Zato sva morala iz Aucklanda kreniti proti glavnemu mestu Wellington, odkoder vozijo trajekti na južni otok. Pot do tja naj je vodila po zahodni obali severnega otoka, kjer sva vsak dan spala na drugem mestu, vsak naslednji lepši od prvega. Za vse tiste, ki vas zanima najina 14-dnevna pot na južni otok, je ta vlog na voljo za vse člane najinega kanala. Poleg dodatnih vlogov, kot je ta, v članstvu dobite še kup drugih ugodnosti. Na tej poti sva se tudi spoznavala z najinim kombičkom in iz več krasnih lokacij sva skupaj spravila predstavitev. Pravkar sva se parkirala in v bistvu zdaj, ko je kombi še vozno, pač lepo pospravljen, in mislim, da je skrajni čas, da si ga pogledamo. Za začetek bi se spodobili, da poveva, kva to sploh je za ena mašina. In sicer kupila sva Volkswagena LT35 High-Top, letnik 2006. Je pa to 2,5 turbodizel. In še ena zanimivost glede tega kombija. Če vam je oblika oziroma karoserija nekoliko znana, je to zato, ker gre za v bistvu zelo pomembnega predhodnika enega, po moje legendarnega kombija, in sicer Sprintervana. Ta model, v bistvu ravno LT35, gre za neko sodelovanje med Mercedesom in Volkswagenom, kjer so v bistvu po koncu sodelovanja nekako prodali Mercedesu ali posodali, se ne vem čisto točno, kako gre zgodba, karoserijo oziroma obliko samega avta, ki so ga potem pri Mercedesu uporabili za Sprintervana. In po drugi strani gre za zadnji model v seriji LT, ker naslednik v bistvu v Volkswagenovi liniji je pa potem že Crafter. No, dobrodošli! Evo, tukaj gremo noter. Kombi je nekako razdeljen na 4 dele in sicer v prvem delu je logično kabina, tukaj za mano je kopalnica, v osrednjem prostoru imamo kuhno in pa za mano lahko vidite dnevni oziroma dnevno sobo oziroma spalnico. Tole je res hiša na 4 kolesih in praktično ima vse, kar rabaš. Ampak glede na to, da kombija nisva sama sestavljala in vseh omar smontirala in podobno, ima določene prednosti pa slabosti oziroma predvsem slabosti, ki bi si midva kaj želela imeti drugače. In v tem videu ti bova predstavila in prednosti in pa slabosti, ki jih ima ta kombi, tako da če boš kdaj kupoval kombi oziroma če boš izdeloval svojega, da boš točno vedel, na kaj biti pozoren. Prva stvar, ki je nama bila ful pomembna, je višina. Midva sva res hotela imeti dosti visok kombi, da lahko stojiva noter v njemu. Se pravi, vreme je res nepredvidljivo, sploh tukaj na Novi Zelandiji. In recimo zadnje 3 dni smo imeli dežj, tako da midva sva bila res ful vesela, da sva lahko noter, v bistvu imava vse, kar rabva in da se lahko premikava, brez da sva takole sklonjena. Ja, predvsem problem kakšnih manjših campervanov, kakor so te Toyotice, ki so ful popularne tukaj, je ravno to, da so prenizke, tako da, ne vem, tudi ko kuhaš, ne vem, v sede. Na splošno nimaš tega prostora, placa, da bi se lahko svobodno gibal. Še midva tlele noter, pa imava kar nekaj placa. Je včasih malo natesno, ampak je veliko boljš kakor tisto. Itak pa je konec koncev tudi odvisen, koliko vas je, pa koliko časa preživiš v kombiju oziroma kaj si želiš. Tako da nama je recimo bil ta faktor ful pomemben. Pejmo si pogledati na dnevno spalni prostor. Se pravi, tukaj imamo 2 kavča in pa tako vrtljivo mizo, ki jo v bistvu uporabljava za jesti, za delati, kakorkoli. Te 2 kavča sta sicer fajn, po noč se spremenita v tako veliko poslo, ampak se pravi, to pomeni, da moraš vsak dan oziroma vsako jutro in vsak večer poslo pospraviti in jo nazaj postaviti in imaš cel kup dela s tem. No, tako pa potem še zvečer zgleda, ko posteleš poslo. Posla.
Moram reči, da nama je to kar nadležen, pač sva tudi vnaprej vedela, da bo nadležen, ampak nekako na Novi Zelandiji imajo več ali manj same take kombije, da nimaš fiksne posle. Recimo, če bi delala svoj kombi, bi definitivno naredila fiksno poslo, pa v bistvu bi pol spodaj imel tak en velik prtljažnik. Spet, to je finesa. Recimo, midva sva zelo velika oboževalca barbekuja, se pravi žara. In zdaj, če bi imela dejansko prtljažnik, da imaš kakšne take večje stvari noter za spraviti, bi kaj takega lahko noter spravila. Tako sva pa, se ne da imava malo placa, ampak sva omejena, tako da glih nekega žara ne morava sem noter spraviti. In posledično, ker morava vsak dan pospravljati in postavljati poslo, nama tudi kar tele predali v bistvu praktično zasede, kovtri in polštri. Se pravi, tukaj imava spravljen najin kovter, tukaj imava pol tako dekce in polštrčke, pač v bistvu tele dava tudi kle gor, ke se vozva, da pač ne poletijo po celem kombiju. Na drugi strani pa imava spravljena najina dva polštra, pač spodaj je še rjuha, pižamce in pa potem pač imava dejansko dve košari, ki imava lahko stvari noter. Recimo, klele noter sva spravila zdravila in midva sva tako dobesedno potujoča lekarna. Pa mislim, da se ne pretiravam, kad to rečem. Jele, to je pa to, če dva farmacevta spraviš v kombi. Drugače pa evo, zdaj, ko sem tole lih dol dala, vam še to pokažem. Tule imava števc za elektriko, torej pač koliko imava na akumulatorjih elektrike. Tukaj imava potem gumb za pumpo, da imava v bistvu tekočo vodo, za hladilnik imava pač štekar in pa za bojler. Dela k norcej! To je ta bojler? Noro! Shrambo si bomo pogledali malček kasneje, ko morava vse omakniti, ampak zdaj se premaknemo naprej na kuhno. Tukaj imava štedilnik, v bistvu dva gorilnika, ki sta na plin, in pa potem imava še ta tretjega, ki je žar, to morava še malo naštudirati pa stestirati. Na vrhu imava pa lučko in pa napo, kar je pač ful praktično. No, tukaj zadnji imamo pa televizor, ki pač po mojem mnenju tudi, če ga ne bi bilo, ne bi nič manjkalo. In pa tukaj na vrh imava še satelitsko, pač prav krožnik pa vse, da lahko marsikaj loviva. Zdaj, moje iskreno mnenje je, da pač jaz avtodomarjev, ki pač not sedijo pa gledajo televizijo, nikoli nisem štekala, ker imaš pač tako lahko $1 million view. Ampak, ja, to je prišlo s kombijem, to imava, ne vem, če bova kdaj uporabljala, imava pa. No, na drugi strani imava potem lijak, pač leta je tako res ogromen, mislim, da je kar čista klasičen lijak, ki ga pač imaš v kuhinji. Tukaj sva si kupila, pač kako se to reče, odsejevalnik posode, ki se v bistvu hkrati tudi zloži. Brisačke, lučko in ja, to je to. Tukaj na vrhu imava potem še dva predala, ki sta v bistvu posvečena kuhinji. In sicer tukaj imava kozarce in pa pač tele šalčke, da lahko kavice zjutraj pijeva. Tukaj na tej strani imava pa spravljene krožnike, tele bovlice, čajnik, kafetero in pač te zadeve. Tukaj zadnji vidite lahko še eno škatlico in sicer to sva midva kupila in dodala. Je pa detektor ogljikovega oksida oziroma pač monoksida, ki meri pač prisotnost tega plina, ki pač je strupen pa neviden, pa ne moreš ga vohati. Tako da ja, sva rekla, pač zihar si bova tole vklopila, da začne piskati, če bi slučajno bilo kaj narobe. Ostajamo pri kuhinji in sicer pod lijakom imava tako zelo veliko omaro s predali. Ne na tej točki mogoče omenila še to, da v bistvu midva sva kupila kombi čist popolnoma prazen. Se pravi, vse, kar je noter, vse sva mogla midva sama kupiti. Pa naj si bo to lonci, posoda, se pravi posteljnina, kovter, polšter, zunanji stoli, pač res od A do Ž in tega je bilo res veliko in nama je pač tudi v trgovini vzeli kar veliko časa, da sva vse pač nabrala. Dajmo pogledati, kaj se skriva v teh predalih. Torej, tukaj imava lonce, pa v bistvu dilce, pa tehtnico so si nabavila. To je najbolj stvar. Potem v naslednjem predalu imava v bistvu tako predal razno. Torej, pač tupperware sva si kupila, nekaj je zdaj tudi porabljenih, tukaj imava vžimavalnik, tale ribež na alufolijo, pač tole za čips zapirati, najbolj to rabiš.
V ta spodnjem predalu imamo pa v bistvu pač žlice, vilice, nože, pač tele zadeve, lopatke, odpirač za vino, pa kuhalnice. Tukaj imamo hladilnik, mislim, ne me vprašati, koliko je velik, ker nimam pojma. Gre kar veliko stvari noter, tako da pač je zelo priročen. Kar se meni manjka pri tem hladilniku je pač dejstvo, da bi lahko preklapljal, se pravi, na kaj ga koristiš. Midva ga lahko koristiva samo na 12 voltov, zgor imava sončne celice, ki pač polnijo akumulatorje. Ampak, če bi pač se nama akumulatorji spraznili, nama tudi hladilnik neha delati, kar je pač zelo veliko sranje. Tukaj spodaj se skriva še ena velika omara in sicer noter imava hrano. Kupila sva si pač vse začimbe, klele imava pač malo sadja, zelenjave, juhe. Malo je rekla. Veliko sadja, ki zdaj kao zdravo živiva. Imava kavico, čajčke in pa potem spodaj imava še en predal s hrano. Zdaj, pod vsemi temi čipsi, se skriva tudi kakšna druga hrana, pa tole je kruh, kle imava pač makarone, riž, pač olje, kis in podobne zadeve. Tako da, omara s hrano. Ja, vsi tisti, ki me še ne poznate, morate vedeti, Cindy narejena s čipsa na pol, jaz pa s krompirja, tako da... To mora biti doma. To mora biti skos noter, ja. Tale omara, ki se skriva tukaj, je edina omara, ki je tako ful visoka, tako da sva v bistvu noter spravila čistila, pralne praške, mehčavc, pač in te zadeve, ki je fajn, da stojijo po koncu, tako da tukaj so čistila. Pa pridemo v walk-in closet, a ne? Walk-in, ja, predvsem pa to. Ja, lej skor. V glavnem, tle imam pač jaz spravljene vse cune. Ne omenjam, da pač, ko sem jaz to noter zlagala, se pravi iz kovčka, sem ugotovila, da so te kvadratki zelo majhni, pač to moraš cune takole le zložiti, pač ful namičkeno. In sem mogla vse še enkrat zložiti, in pa so taki zelo visoki stolpi. Ampak ja, tukaj imam v bistvu jaz cune spravljene. Medtem ka Alex, naš ponč, jih ima pa tukaj gor nad kabino, tak zelo velik predal. Tukaj imava še v bistvu eno tako zelo veliko omaro, ki ima pač obešalnike in te zadeve noter, tako da je ful fajn, ka lahko jo obeziš, pa spodaj imava še brisače, kopalne brisače in podobno. In s tem, ko misleva, da sva mogla vse kupiti, pač res misleva, da sva mogla na vse misliti in vse kupiti. Recimo, klele sva pač najdla telele škateljce, ki vlite pašejo pač v ta predal in spodaj imajo telele pipke, nogice, da se stvari ne vozijo levo-desno. Počasi prehajamo na kopalnico in pa te kopalniške zadeve. Tale omara skriva najine toaletne torbice, šampone in pa recimo takole sva pospravila pač vložke, palčke za ušesa in podobno. Tukaj imava kopalnico in najprej tukaj naredim eno zvezdico, preden vam jo pokaževa. Pač meni je tale prostor tako, pač ful sem vesela, da ga imava. Namreč vsi ljudje, ki živijo v campervanih, ponavadi pravijo, ma ja, pa se ne rabiš posebej prostora, ko imaš kopalnico, pa pač imaš lahko samo izvlečen WC in tuša ne rabiš imeti. Ampak pač nama se je izkazalo že v tem tednu za ful priročno in pa zelo uporabna stvar, se pravi tako WC, kot pa tudi tuš, recimo pač, ker ni bilo nikjer nobenega tuša in sva se lahko midva brez problema šla sem noter tuširati. Zdaj, kopalnica je sicer kar majhna, pa midva pač še par stvari noter pospravljava. Tukaj imava recimo pač najine umazane cune, nekam jih je treba dati. Kopalnica je sicer res majhna, ampak razen lijaka imaš pač praktično vse, kar rabiš. Tukaj je cev za tuširati, tukaj sva najine ščetke pospravila. Zadnji je pač WC, ta fiksen, ki bo baje po novih pravilih, po novih novozelandskih pravilih obvezen. Tukaj imava spravljene še najine šampone, zgoraj je ventilator, tako da pač vse, kar rabiš. Tukaj imava pol še ful ogromen špegel, da se lahko malo urediš. Smeti pač imava plastiko pa pač mešano. In pa tolele blazinco oziroma dekco na plažo, metlo, tako fajn praktično zložljivo. In pa klele imava v bistvu še en tak zelo priročen boks s hitro dostopnimi stvarmi, pa gasilni aparat. Tukaj je pa v bistvu še par predalov, kamor sva skrila
pač se pravi gatke, pa štumfe, ima vsak en predal in pa potem ima še čevlje. En velik plus tega kombija pa je to, da ima v bistvu zatemnjene šipe. Se pravi, po dnev se naju čist nič ne vidi noter, kar je ful dober, za ponoč mava pa itak pač okoli in okoli zavese, da se zagrneva. Če tukaj v zadnjem delu kombija umakneva vse blazine, na katerih spiva, prideva pa še do shrambe. In sicer tukaj recimo se skriva pač vsa elektrika in podobne zadeve. Torej tukaj imava 2 akumulatorja, varovalke, tole je bojler, ki v bistvu dela na plin. In pa ena velika slabost tega kombija, ki naj je ful presenetila, je to, da nimava noter vgradnega pač tega tavelskega inverterja. Tako da je recimo nama pol tudi vtičnice in podobno ne delajo, imava pa tale inverter, se pravi, ki je pač na tale cigareten vžigalnik priklopljen. Kar v bistvu ok, za en laptop zadošča, kaj več pa itak ne. Zdaj inverter, za vse tiste, ki ne veste, je v bistvu napravca, ki pretvarja direkten tok v pač izmenjajoči tok, DC v AC. In direkten tok v bistvu vedno pride ali iz sončnih celic ali pa baterij. In ja, če hočeš ti uporabljati te vtičence naše, ki ima 2 pina na koncu, rabaš pač izmenjajoči tok. In ja, kot rečeno, večino avtodomov ima tako narejen, da gre direktno iz baterij v inverter in da imaš potem tudi v vseh vtičnicah po avtodomu pač možnost se priklopiti. In to je kar velik minus pri nama, ker pri nama v bistvu vtičnice delajo samo, če se priklopa na zunanjo elektriko. Zdaj, za neko delno reševanje tega problema imava pač tale nek kvazi majhen inverter, ki prvič ni toliko močen, ne prvič, ni toliko močen in v bistvu je gor, recimo, da lahko priklopljen samo en laptop. V ta predal sva pa skrila v bistvu pač te zunanje stvari, se pravi, pač imava 2 velika stola, Armaflex in pa še pač pretendi, da lahko pri strani zapreva, če veter piha. Če se pa sprašuješ, kako hudiča preživiš tukaj po zim, pa sploh ni problema, imava v bistvu 2 možnosti ogrevanja. Prva stvar je tole klele spodaj, ki vidite, tole lopuco. To je webasto, se pravi dizelsko gorivo pretvarja v gretje. Druga stvar pa je tale škatlica tukaj spodaj, ki je pa v bistvu ogrevanje na plin, torej na pač tisto bombo zunanjo. Vsak kemper van pa mora seveda imeti tudi ime in midva sva le tega zbrala z vašo pomočjo. In sicer na Facebooku pa na Instagramu sva vam pač rekla, da nama povejte predloge in potem smo imeli še anketo, kaj vam je pač najbolj všeč. In skupnimi močmi smo mu zbrali ime, ki je Binko da Kombičko. Zdaj, Binko ste dejansko v bistvu vi izglasovali, Kombičko je pa v bistvu ime, ki sva vam mu ga midva dala, ne vem, kaj sva ga dobila. Predtem, ki še ni imel imena. Ja. In se je toliko parijal, da je enostavno ni mogel iti stran, tako da je zdaj Binko da Kombičko. Tako da ima srednje ime Kombičko. Je pa za Novo Zelandijo še ena zelo tipična stvar, in sicer pajki in pajkove mreže na vseh avtomobilih. Midva, ko sva prišla, sem bila tako pač, zakaj folk ne puca pač avtomobilov, ker to karkoli pogledaš, vsi imajo recimo, kakor vidite, tlele mreže po teh ogledalih in tako pač te se zajebavajo, to imajo najbolj krtije, noben ne vzdržuje avte, ne. Enostavno je pajkov tok, da se jih ne znebiš. Sicer so ful majhni, več ali manj, in ti čez noč spletejo mrežo, tudi če jo skozi pucaš, tako da tudi midva so zdaj že obupala. Mava pa v bistvu midva na najinem kombiju kar nekaj slepih potnikov. Vse se je pa začel z Marjanom v notranjosti. Marjan je en tak nepridiprav, ker je našo Cindy prestrašil med prvo vožnjo, ker se v bistvu skriva nek tlele pač temu, ki se dol, da je ena luknja. In to, kar ven je pogledal sred vožnje, itak se je ustrašila. Tako da, ampak zdaj na uni strani ni več mreže, se je prestavil tlele, vam jo tudi pokažem, kako je lepa. Tako da tudi mi so se šala, da v bistvu to ni najin kombi, ampak je od njega kombi, ker to tudi ni majhen pajk v primerjavi z ostalimi na tem kombiju, ampak je kar en tak pa dokaj kosmat. Tako da, ja, slepi potniki. Pač, kad takole gledaš te mreže, res deluje, da pač kombi je čist zapuščen, da že ful cajta stoji. Ampak v resnici se vsak dan vozva, pa kamor ne grejo, pa tudi če kam grejo, so spet nazaj.
Po notranjosti bi se pa verjetno spodobili, da malo razkaževa še zunanjost. In sicer tukaj na levi strani imava pač v bistvu tole loputo za polniti fresh water oziroma pač svežo vodo. Spodaj je pa 100-litrski rezervoar. Tlele vidite, imamo enega Tivijana, tale ni Marjan, drugače pa ja, pač se pravi samo ta loputka za svežo vodo. No, tukaj zadaj imamo še malo slepih potnikov, kot lahko vidite. Drugače pa tle imamo pač ja, zadnja vrata. Čakajte samo, da jih odprem. In pa še tale se odprejo. Takole. In potem sva tukaj zadaj v bistvu imava lih en taklele luftek med vrati. Sva spravila pač na eno zunanjo mizo. Potem pa imava tukaj zadaj še pač tako lažje dostopne stvari, ki jih rabva zunaj. Se pravi plinski gorilnik, tele bombice za plin, pač cev za vodo polniti in pa rezerven bencin, če nama pač webasto porab v zgoriv. In pa spodaj je še pumpa za vodo. Ok, tukaj na tej strani imamo pa malo več teh loput. In sicer tukaj imava loputo za power, torej za elektriko, pač je kabel, da se lahko priklopva na pač 240. Kot vidite, je pač na en kombi malček že star, tako da tukaj sva že uspešno polomila eno stvar. In sicer pač tukaj imava drugače skrit bojler za vodo, ki ste ga videli tudi v notranjosti. In tukaj prav plamen gori pač bruha ven, da se bojler segreje. Potem pa nadaljujemo, tukaj imava plin. No, tukaj imava potem ta LPG, se pravi loputo za plin. Pač dobesedno plinska bomba je noter, tata velika, tukaj imajo v bistvu 9-kilske, tako da zdaj moram potrkati, nam že kar nekaj cajta zdrži, tako da ne jo čim kasneje zmanjka. Potem pa tukaj vidite še cev za sivo vodo. Tista cev za sivo vodo potem pritrdiva na tega lulčka, ki tle ven štrli. Se pravi, spodaj se nahaja rezervoar za sivo vodo, le-ta je velik 70 litrov, kar pa v bistvu je velika slabost, ker je pač manjši od rezervoarja za čisto vodo. Torej, tukaj noter se nabira vsa ta voda, se pravi, od pomivanja posode, od umivanja zob, od tuširanja, recimo, pač ni to black water, se pravi, črna voda, do tega še pridemo, ampak ja, grey water, siva voda in je ful smotan, ker pač v bistvu ne moreš cele čiste vode porabiti, ker potem začne pač na en kombičko lulati, dobesedno. No, saj Unke ni spremljal drame na Instagramu, kako smo mi sploh prišli do Binko, da kombičko imena je bilo v bistvu glih zaradi tega, ker je to kot en lulček in lula in tle se je sploh začelo, da je to moški in da moramo moško ime izbrati, ne? Tako je, tako da je fantek. In pa še zadnjo loputo, ki jo imava, je pa verjetno najbolj nagnusna loputa. In sicer pač tukaj noter je spravljen black water oziroma pač črna voda, oziroma pač v tale kanister gre pač direktno iz WC-ja noter, torej pač vse potrebe, ki jih opravljaš. Je pa ful fajn, ka imava zraven še rezervoar za pač to kemično čistilo, ki lahko pol z njim v bistvu direktno WC splakujeva. Če se pa vzremo malo gor, pa tukaj vidimo še v bistvu tale oddušek od nape, ki gre pol zrak ven, in pa na vrhu so še najine sončne celice. Ena stvar, ki je pa po mojem za nas Evropejce ful čudna, je pa to, da pač tukaj na Novi Zelandiji nimajo neke prometne, pa homologacije, pa ne vem kva. Tako da recimo tudi dokler kombija nisva lastnoročno z metrom pomerila, sploh nisva vedela, koliko je dolg. Imajo pa tukaj na Novi Zelandiji pač tele kartice, ki so vse posod okoli kombija. Recimo tukaj imamo pač te kilometre, ki jih je treba kupiti. Potem tukaj imamo, kva je že to, RUC oziroma pač neka registracija. Potem tukaj na vrhu imava kartico, kdaj imava v bistvu servis, in pa potem je spodaj še WUF oziroma tehnični pregled. Tehnični pregled se v bistvu dela tukaj na pol leta, če je pač avto starejši od leta 2000, in pa enkrat na let, če je mlajši od 2000, kar je najmanj. Potem imamo tukaj Warrant of Electrical Fitness oziroma pač tehnični za elektriko, ki nam velja do leta 2026, in pa to kartico, ki smo jo mogla dejansko opraviti, ki nam decembra je pač potekla, torej self-contained, pač da sva samozadostna. Tukaj zadaj pa imava potem še nalepko, torej self-contained, da sva samozadostna. Zdaj, kva to sploh pomeni na Novi Zelandiji? V bistvu pač, da si samozadosten pomeni, da imaš dovolj vode, da imaš pač rezervoar za
sivo vodo in pa v bistvu, da imaš pač WC. Tako da pač praktično potem lahko spiš po Novi Zelandiji kjerkoli, razen tam, kaj je to prepovedano. To je pa to, kar se predstavitve najinga Binko de Kombička tiče. Dajte nam spodaj povedati, kakšen se vam zdi, a bi ga vi tudi imeli, skratka, malo pokomentirajte. Na tej točki v bistvu se vam ido tudi poslovila. Ne se pozabite naročiti na najin kanal, ker v bistvu z naslednjim vlogom gremo s tem kombijem že po Novi Zelandiji. Van life na Novi Zelandiji. Tako da te lahko spremljam, kako živiva, spiva, kaj delava in tudi par zelo lepih utrinkov pokrajine Nove Zelandije vas čaka. Tako da se vidimo v naslednjem vlogu. Zdaj, adijo še ne viva pa... Bye, bye. Kia ora. To je dober dan, ne, bye, bye po angliško. Okay. Adijo. Čau.